Teutschenthal v Nemčiji je bil prizorišče 9. dirke sezone svetovnega prvenstva v motokrosu, na kateri je Slovenijo zastopal Jan Pancar. Evropsko preizkušnjo v 125-kubičnem razredu je vozil Jaka Peklaj. Dirko svetovnega prvenstva v težavnem oziroma hard enduru Erzberg Rodeo sta uspešno končala Ali Al-Hiyasat in Miloš Novaković. Na dirkališču Slovakia Ring se je odvijala tretja preizkušnja za točke državnega prvenstva Slovenije v cestno-hitrostnem motociklizmu. Aljaž Vidmar je v Redbiju na Danskem vozil drugo dirko sezone prvenstva FIA Academy Trophy v kartingu. Mladi upi slovenskega motokrosa so se merili na preizkušnji evropskega prvenstva jugozahodne cone, ki je potekala v Jastrebarskem na Hrvaškem. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Deveto dirko svetovnega prvenstva v motokrosu je gostil Teutschenthal v Nemčiji. Slovenijo je v razredu MX2 predstavljal Jan Pancar, ki je potrdil, da mu trda podlaga proge Talkessel zelo ustreza. V samih time practice in free practice mi šli super. Na time practice sem bil celo drugi, tako da hitrost je pa vedno dobra. To je prenesel tudi v kvalifikacije, ki jih je končal na solidnem 8. mestu, kar je bilo lepo izhodišče za nedeljski vožnji za točke. V prvo vožnjo se Pancar ni podal optimalno, saj je prvo merilno točko prevozil šele na 20. mestu, a nato je nadaljeval navdušujoče. Vožnja je bila super, tudi če pogledate si časi za nazaj, sem vozil res dober, sem bil kar bliz top 3, top 5 sigurno. Na koncu je napredoval do 6. mesta in pokazal, da je povsem enakovreden najboljšim. Z boljšimi štarti, da od začetka že ostanem z njimi in se borim, bi sigurno lahko mi šlo boljše in zato je malo grenkega prikusa. Prvo vožnjo je sicer dobil komaj 16-letni Belgijec Lukas Kenen. V drugo je Pancar štartal bolje in mu ni bilo potrebno izgubljati energije s prehitevanjem počasnejših pred seboj, ampak se je lahko osredotočil na močno razbrazdano progo in tekmece okrog sebe. Vnovič je potrdil odlično fizično pripravljenost, saj je v finišu dirke spet napredoval do 6. mesta. Pomembno je, da sem postal nazaj na noge iz prejšnje tekme v Latviji, naredil najboljši rezultat te sezone in je to tudi nekaj dobrega, tako da bom pa sigurno probal še kaj več narediti na štartih, da bom bolj konkurenčen. Zmagal je Liam Everts, ki je prvič v karieri stal na najvišji stopnički za zmagovalce v razredu MX2 na dirkah svetovnega prvenstva. Pancarju je pripadlo skupno 6. mesto. V skupnem seštevku svetovnega prvenstva je zdaj prvi Andrea Adamo. Pancar pa je s 193 točkami na 10. mestu. V okviru spremljevalnega programa so vozili tudi dirko Evropskega prvenstva razreda EMX 125. Slovenijo je z licenco AMZS zastopal Jaka Peklaj, ki je v cilj dvakrat pripeljal 19. S 4 točkami pa je skupno zasedel 22. mesto. Druga dirka svetovnega prvenstva v težavnem oziroma hard enduru je potekala v Avstriji. Na slovitem Erzberg Rodeu sta z licencama AMZS slovenske barve branila Ali Al-Hiyasat in Miloš Novaković. Al-Hiyasat je zasedel 53. mesto in ga je časovna zapora ujela na 21. kontrolni točki. Novaković pa je bil 87. med 500 vozniki, ki so si v kvalifikacijah med več kot 1300 prijavljenimi privozili možnost vožnje na tej preizkušnji, ki jo je dobil Nemec Manuel Lettenbichler.
Vitajte na modernej ringovej draži na Slovensku. Slovenska dirkaška karavana se je ustavila na... Ste uganili? Morda še en namig. Na trati Bolzajic. Nič zato, če ne. Pozdravili smo vas na Slovakija ringu in vam povedali, da je bil na stezi zajc. Ne tisti kosmati, ampak... Bilo je eno presenečenje, do nas je prišel Timi Zajc. Svetovni prvak v smučarskih skokih je skakalno opremo zamenjal za motoristično. Na povabilo organizatorja društva Twin Race je prišel preizkusiti svojo novo rdečo raketo. Že nekaj let nazaj sem imel krosa, sem tisto malo vozil, me pa to zelo mikalo, da še to probo. Lanskaj sem prvič preizkusil, zdaj pa me kar fejs grabi, da bi to tudi malo večkrat počel. Čeprav je v polnem treningu pred novo zimsko tekmovalno sezono, si je vzel čas, da se preizkusi v novi strasti in ob uživanju med sekanjem ovinkov navduši še kakšnega, ki si želi, vendar si ne upa skočiti v motociklistične vode. Svetovni prvak v skokih, vsekakor športnik, šampion in mi upamo, da bo mogoče naš glas segel še v kakšno drugo vas zaradi njega, tako da super, da se je udeležil tega. Ne samo udeležil, 23-letni dobitnik olimpijskih kolajn je bil vpet vse elemente dirkanja, od priprave motorja do neizprosnega privijanja ročice za plin. Čeprav ne izgleda na prvi pogled, pa je med motociklizmom in smučarskimi skoki kar nekaj vzporednic. V bistvu je kar zelo podobno, ker na sakalnici, tisti adrenalin čez hitre ovinke, ko greš malo po tleh, malo te strah, da ne boš padel, tako da se kar da primerjati s skokim. Da je bil dirkaški dan popoln, je v svojem slogu vrhunskega športnika prišel in zmagal v razredu Supersport 600 v kategoriji dirkačev brez licence. Na motorju ima magično številko 245, njegov osebni rekord v poletih. Ta dosežek je na svoji prvi dirki korenito presegel. Tle mislim, da je konc ciljne tam na 260. Dobro, lepo, nov cilj za zimo. Mogoče. Kot snete sekire so po 5935 metrov dolgi stezi leteli dirkači v razredu Supersport 600, ki se potegujejo za naslov državnega prvaka. Po treningih in kvalifikacijah je bil v najboljšem položaju Enej Logar. Idrijčan je dobro začel sprint dirko, bil v vodstvu, toda tam ostal zgolj 3 ovinke. Štartal sem zelo v redu, v prvem ovinku sem se malo zašaltal, tako da so mene 3 prihiteli. Potem sem pa v tretjem ovinku prekasno na žlajfanju in ta sprednja guma zaprl in padel. Za aktualnega prvaka v tem tekmovalnem razredu je bil to sploh prvi tekmovalni odstop, s katerim je na stežaj odprl vrata do zmage tekmecem. Dolgo je kazalo, da bo novinec Etienne Cantar-Božič brez stresa prišel do 25 točk, toda Domen Lipnik je imel drugačne načrte. Večkrat je ujel dirkača iz Lucije, ga tudi prehitev, toda v dramatičnem zaključku dirke je 15-letni Primorec čez ciljno črto zapeljal za pičlo desetinko hitreje. Težko pričakovana prva zmaga, ker še posebej tle, v zadnjem krogu sem se še boril z Lipnikom za zmago in držal do zadnjega ovinka, kako se je le dalo, zadnji ovinek pa sem pozno bremzal, hitro zaprl in ga odpeljal tako, da bi me zelo težko lahko prehitev. Da v dirki sem pričakoval, da bom blizu. Pol je bilo pa kar pestro. Zadnja 2 kroga je bila pa dobra borba. Žal pa ta kratka in drugo mesto. Za Lipnika je bil to najboljši rezultat na 3 letošnjih dirkah, saj je bil na Grobniku in Pannonija ringu obakrat 3. Čeprav leto še ni zmagal, pa je po odstopu Logarja postal vodilni dirkač prvenstva. Če sem bil lani, jaz sem, ko je bil prvi del sezone najhitrejši, pa so me lovili. Letos nisem, pa sem lani takrat, ko potegnil. Sem pa letos po polovici vodilni. Tako da, ajde, dajmo še drugi del sezone dobro delati, pa bomo videli. 3. mesto je šlo v roke nepopustljivega Davida Vodiška. Manj dramatično, a vseeno razborljivo je bilo v razredu Superbike, kjer je dobro hitrost in izkušnje unovčil Blaž Bregar, ki je v izjemno zahtevnih razmerah, temperatura asfalta je bila žgočih 40 stopinj Celzija, prišel do prve zmage v sezoni. Bila je super dirka, vroča, prvič sem zmagal letos,
Tako da upam, da v tem tempu nadaljujem, tako da se vidimo na naslednji dirki. Ne? Stopničko više kot na uvodnih 2 dirkah je stopil Srečko Virant, 3. mesto pa je pripadlo Igorju Škerlu. Izjemna dirkaška akcija je potešila apetite tekmovalcev, gledalcev in tudi pričakovanja članov društva Twin Race, ki skrbijo za organizacijo dirk za državno prvenstvo. Zelo zadovoljni. Imeli smo res po dolgem času vreme BP, se pravi vremenske razmere najbolj primerno za dirkanje, 25 stopinj, sonce, udeležba dobra, na srečo brez večjih nesreč, poškodb, tako da smo zadovoljni. Pred dirkači je enomesečni dirkaški premor, ki bo služil za celjenje ran in nabiranje energije pred 4. dirko sezone. Ta bo potekala na Pannonia ringu na Madžarskem. Aljaž Vidmar je v Rottbeu na Danskem vozil drugo dirko sezone prvenstva FIA Academy Trophy v kartingu. Tokrat je v finalni vožnji v cilj pripeljal na 31. mestu. V skupnem seštevku je Vidmar pred zadnjo dirko, ki bo konec julija v Cremoni v Italiji, na 21. mestu. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Četrta dirka Evropskega prvenstva jugozahodne cone v motokrosu je bila v Jastrebarskem na Hrvaškem. V kategoriji EMX65 je Alex Novak skupno prišel do 3. mesta. Med deseterico pa so se uvrstili še Tim Repnik, Svit Vižintin in Taj Goleš. Leo Gajser pa je osvojil 14. mesto. V razredu s prostornino motorjev do 85 kubičnih centimetrov slovenski vozniki niso bili v ospredju. Najvišje skupno je na 12. mestu pristal Jaka Mervič, Val Slavec pa je bil 2 mesti nižje. Maj Kotarc in Tjaša Lovšek sta zasedla mesti 20 in 21. V soboto 24. junija bo na progi v Mačkovcih 4. dirka državnega prvenstva Slovenije v motokrosu. Prav tako v soboto 24. junija bo na ovalu v Petišovcih pri Lendavi dirka državnega prvenstva Slovenije v Speedwayu. V nedeljo 25. junija se bodo v Slovenji vasi na progi v AMZS Karting in motošportnem centru za 3. letošnje točke državnega prvenstva Slovenije merili vozniki v mini cestno hitrostnem motociklizmu.